Spoštovani predstavniki nagrajenega programa, evropske poslanke in poslanci, vodja informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, cenjeni gostje, dragi zbrani, dober dan in dobrodošli na obeleženju nagrade Državljan Evrope 2017. Evropski parlament nagrado podeljuje za posebne dosežke na področjih dejavnosti ali dela državljanov, skupin, združenj ali organizacij, ki so izkazali izjemno zavezanost spodbujanju boljšega vzajemnega razumevanja in tesnejšega povezovanja med državljani držav članic ali omogočanju čezmejnega ali mednarodnega sodelovanja v Evropski uniji. Vzajemno razumevanje, tesnejše povezovanje se sicer lahko udejanji na mnoge načine. Zelo pa se konkretizira skozi prostovoljstvo, kjer posamezniki prisluhnejo, razumejo in pomagajo drugim. In lahko bi rekli, da ni tesnejšega povezovanja in razumevanja, kot je prostovoljstvo. Čeprav sicer na zunaj deluje prostovoljstvo zelo preprosto, pa so zadeve v praksi lahko zapletene. Kako priti do drugega, ga najti in mu pomagati, da se ne bo počutil osramočenega, ker je ubog, ob tem pa pomoč zagotoviti širšemu prebivalstvu, so izzivi prostovoljne dejavnosti. Vse to uspešno izpolnjujejo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije s koordinacijo programa medsebojne pomoči starejših za višjo kakovost življenja doma, starejši za starejše. Program Starejši za starejše je zato resnično prava izbira za nagrado Državljane Evrope 2017, pa tudi zato, ker odgovarja na enega izmed osrednjih izzivov starejšega prebivalstva evropske družbe, katerega delež strmo narašča. O pomenu in simboliki nagrade k besedi vabim vodjo informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, magistra Klemna Žumra. Izvolite. Spoštovana vodja programa Starejši za starejše, gospa Rožca Šonc, spoštovani predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, gospod Janez Sušnik in drugi predstavniki Zveze in društev upokojencev, spoštovani evropski poslanci, Lojze Peterle, Ivo Vajgl, dr. Igor Šoltes in Franc Bogovič, spoštovana državna sekretarka Marija Pukl, spoštovani župani, gostje, mladi in manj mladi s širom Slovenije. Hvala, da ste se odzvali vabilu in se nam pridružili ob tej slovesni priložnosti podelitvi nagrade Državljane Evrope 2017 v Sloveniji. Nagrado Državljane Evrope vsako leto podeljuje Evropski parlament na predlog evropskih poslank in poslancev. S tem Evropski parlament izraža simbolno priznanje za posebne dosežke na področju dejavnosti v skladu z listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Ta v preambuli sporoča, da je Unija ustanovljena na nedeljivih in univerzalnih vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, enakopravnosti in solidarnosti, ter temelji na načelih demokracije in pravne države. Nagrado Državljane Evrope vsako leto prejme izbrana peščica posameznikov in skupin širom Evropske unije, ki svojim delovanjem konkretno prispevajo k uresničevanju načel listine temeljnih pravic Evropske unije. Evropski parlament leta 2017 nagrado Državljane Evrope v Sloveniji podeli Zvezi društev upokojencev Slovenije za koordinacijo programa medsebojne pomoči starejših za višjo kakovost življenja doma, Starejši za starejše. Evropski parlament ugotavlja, da program predstavlja izjemen primer dobre prakse na področju prostovoljstva, ki omogoča bolj kakovostno in neodvisno življenje starejših. Skozi prizadevanja za boljše razumevanje in razvoj kulture sodelovanja med generacijami pa odseva pomembne evropske vrednote prostovoljstva, humanizma, solidarnosti, povezanosti, vzajemnega razumevanja in sočutja. Čestitke prejemnikov ter lepo praznovanje vsem skupaj želim.
Hvala lepa magistru Klemnu Žumru za izrečene besede. Program Starejši za starejše ni izjemen le na simbolni ravni, ampak tudi v zelo konkretnih številkah. Vsako leto izvedejo letno izobraževanje 3500 prostovoljcev in skoraj 300 društvenih koordinatorjev. V času 2004 do 2016 je bilo v njihovo pomoč vključenih okrog 166 tisoč starejših od 69 let oziroma 63,3% vseh starejših Slovencev, državljank in državljanov. Opravili so preko 800 tisoč obiskov, organizirali in izvedli skoraj 300 tisoč pomoči ter storitev in 7,5 milijona prostovoljskih ur. Program se je izvajal v letu 2016 v 272 društvih na celotnem območju države v 136 občinah, kar pomeni, da s programom odgovarjajo tudi na izzive decentralizacije naše družbe. Ni presenetljivo, da je program Starejši za starejše Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v poročilu o izvajanju nacionalnega programa socialnega varstva Evropski komisiji navedlo kot enega najboljših programov dobre prakse v Sloveniji, ki doseže neposrednega uporabnika. Evropskemu parlamentu pa ga je za nagrado državljan Evrope predlagal evropski poslanec Ivo Vajgl Alde Desus, ki je program Starejši za starejše leta 2015 predstavil v Evropskem parlamentu na posebni konferenci, ki so se udeležili tudi prostovoljci iz Slovenije. Program pa je bil takrat deležen velike pozornosti, zanimanja in odobravanja. Gospoda Vajgla vabim k besedi. Izvolite. Spoštovani, veliko zadovoljstvo mi je, da se nas je zbralo tukaj toliko danes. Danes je po vsem, kar se dogaja okoli nas, poseben dan. Mislim, da lahko združimo dve zadovoljstvi. Ena zaradi naše države, ki je dosegla to, kar smo si vsi želeli, dobila potrditev na najvišji ravni pravne države in pojmovanja pravne države. In s tem je pravzaprav meni ponujena priložnost, da povežem te dve stvari. Vero v pravno državo, vero v evropske vrednote, vero v evropske skupnost, njene ideale, njene cilje. Prav je, da damo zavezo tem vrednotam ravno v tej hiši danes. Vi ste slišali veliko o programu, ki je nagrajen. Moram reči, da je mene ta program fasciniral od prvega dne. Zdi se mi, da sem v času nekih predvolilnih srečanj bil kar na nekaj sestankih z prostovoljci, z vami. Ne vem, kdo od vas je bil takrat prisoten, ampak jaz sem bil ganjen nad humanostjo tega programa, tega dela. Ko sem se odločil, da bom ponovno šel v politiko in v Evropski parlament, takrat sem rekel, jaz sem se pogledal v ogledalo, in sem rekel, čakaj malo, so ljudje, za katere je treba nekaj narediti, poskušati nekaj narediti in so v družbi marginalizirani. To me vodi pri mojem delu v Evropskem parlamentu in ga nekako delim na dve polovici. Eno je delo na področju zunanjih zadev, pravičnosti in miru v svetu, drugo je delo v korist določanja standardov, določanja etike, ko gre za medgeneracijski odnos, ko gre za odnos v Evropi do starejših. Obe te dve poslanstvi sta mi enako pomembni. Bil sem ponosen, ko smo predstavili v Evropskem parlamentu program Starejši za starejše. In vam povem, tistim, ki niste bili zraven, da so bili kolegi iz različnih držav pravzaprav izredno presenečeni, kako je mogoče, da v neki majhni državi obstaja tako velika organizacija,
tukaj zdaj referiram tudi na Zvezo društev upokojencev. Mislim, da je predsednik gospod Sušnik lahko ponosen in je ponosen na to organizacijo in del te organizacije je nagrajena aktivnost, nagrajeni program Starejši za starejše. Kot vidite, govorim na pamet in iz srca, nisem pozdravil naših kolegov, zelo sem počaščen tudi in vesel, da delimo ta trenutek tudi z kolegi iz Evropskega parlamenta, gospodom Peterletom, gospodom Bogovičem in seveda gospod Šoltes, ki je bil z menoj sopredlagatelj te nagrade. Naj rečem to, da se mi v Evropskem parlamentu, člani parlamenta, da se dogovarjamo okrog tega tudi, koga bomo kdaj nagradili. In vedno je to pravzaprav nabor izredno zaslužnih ljudi. Mislim, da imamo v Sloveniji zelo veliko ljudi, ki so v preteklosti že prejeli to odlikovanje, bili odlikovani in imamo tudi takšne, ki jih verjetno to zasluženo čaka v naslednjih letih. Letos se je žirija parlamenta odločila, da pač nagradi samo en predlog iz Slovenije in seveda mene navdaja s posebnim zadovoljstvom, da je to predlog za program Starejši za starejše. Jaz vidim tam, da je začetnik tega programa, sedi skromno tam v zadnji vrsti. Jaz mislim, da je prav, da pridete sem, dr. Novakova. Posebej naj rečem, da na konferenci, ki smo jo nedavno imeli, je njene zasluge za ta program in za to nagrado posebej izpostavil predsednik ZDUS-a, gospod Sušnik. Jaz bi s tem končal in končal bi z idejo, da zelo pomembno je, da smo Slovenci povezani med seboj, da gradimo soglasje, da gradimo pripravljenost na pomoč, da gradimo medsebojno spoštovanje, mladi do starejših, starejši do mlajših. To vemo, kako je v družini in to moramo prenesti tudi v družbo. In to je tudi eden izmed smislov, motivov za to nagrado in te motive je prepoznal Evropski parlament, njegova žirija, ki se je odločila, da to pomembno priznanje da naši pobudi. Hvala vam za vse, kar delate, prostovoljci, in ja, vi ste moja generacija, ne? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ivo Vajgl, za slovesni nagovor. Do let imamo različen odnos, mladoletni bi radi bili polnoletni, mnogi starejši bi radi bili mladi, marsikdo ne rad govori o svojih letih, nekateri se jih celo sramujejo, drugi pa so na leta ponosni, še posebej na visoko starost. A vendar za naše življenje niso bistvena leta in številke, ampak življenje v naših letih. To življenje, ki šteje, imajo in ga prebujajo prostovoljci programa Starejši za starejše. Podporo njihovi nominaciji letošnje nagrade Državljane Evrope je izkazal tudi dr. Igor Šoltes, Zeleni, Evropska svobodna zveza, ki ga vabim k besedi. Hvala za besedo. Torej, lep pozdrav tudi v mojem imenu, seveda poseben pozdrav kolegom, mojim evropskim poslancem, seveda predsedniku ZDUS-a in seveda dr. Mateji Kožuh Novak, ki je tudi pripeljala to, če rečem, gibanje v Bruselj. Takrat sem se tudi sam prvič spoznal z to idejo in se mi ni zdela samo fascinantna, ampak celo osupljiva in
ne bom pozabil besed dr. Novakove, ki se mi zdi, da me potem kar nekako spremljajo, ne, ko je rekla, mi starejši smo vaša prihodnost. In to je res, ne, tudi vi ste moja prihodnost, ker mogoče bom tudi jaz kdaj starejši. In predvsem bilo je pa mišljeno tudi zato, ne, ker starejši čuvate potem naše otroke, zato da mi lahko seveda postajamo starejši v miru. Tisto, kar mogoče bi želel dodati, kar je kolega Weigl kot običajno pravzaprav že povzel bistveno, bi samo to, da to, kar počnete, je pravzaprav eksemplaričen primer nečesa, kar mogoče v tem trenutku tudi manjka v Evropski uniji, tisto lepilo, ki se mu reče solidarnost, povezanost, tistega, kar manjka v tej divji družbi, to je pa ta empatija, to je to sočutje do sočloveka, ker bomo rekel, ta nebrzdan tempo, ki ga živimo in ki ga imamo tudi na evropskem nivoju, pravzaprav kar pušča en poseben dolg do empatije, do sočloveka in vse prevečkrat se zanašamo za to, da bo nekaj država, da bodo neke inštitucije to storili, ampak vi ste dokazali, da se na to ne da vedno zanesti, da če se sami ne organizirate, seveda ni mogoče vedno računati na državo in seveda v idealnih razmerah to, kar počnete, bi sicer morala delati visoko razvita socialna država, ampak to vaše delo dejansko je neprecenljivo in model, ne, ki bi lahko bil uporaben tudi za druge skupine. Ravno to, ta požrtvovalnost, ta humanitarnost, ta nota, da je človeku samo mora biti človek, ne, in ne kaj drugega je tisto, kar mora biti vodilo tudi naprej. In tudi sami v Evropskem parlamentu si prizadevamo, da tudi skozi ta zapleten zakonodajni del poskušamo slediti tudi tem osnovnim principom, na katerih naj bi temeljila tudi Evropska zveza, ampak ne samo na papirju, temveč dejansko, in to je na večji povezanosti v tej multikulturnosti, v tej različnosti in pa seveda spoštovanje en drugega in nesebična pomoč. In ko bomo ta vaš model lahko prenesli v to širšo družbo, tudi na evropsko raven, takrat bo to Evropa vseh Evropejcev. Hvala še enkrat, iskrene čestitke za nagrado in ponosni smo na vas. Hvala evropskemu poslancu Igorju Šoltesu. Državljani in državljanke Evrope so ljudje, ki premikajo in rušijo meje. Vsak na svoj način, a zavestijo, da nas takšni premiki utrjujejo in bogatijo. Stalno prestopanje meja, pa naj šlo za tiste ustvarjalne ali tiste realne, je ljudi pogosto vodila glasba. Jožef Kozma je bil eden takih, ki so to izkusili iz prve roke. Razpet je bil med Madžarsko, kjer je bil rojen, in Parizom, kjer je živel in umrl. Njegova skladba Le Feuille Morte je zimzelena. Doživela izjemno število priredb in predelav, nastala je kot šanson, hitro pa je postala tako imenovani klasični jazz standard. Besedilo zanjo sta napisala Francoz Jacques Prévert in Britanec Johnny Mercer. Izvedel pa je bo naš imenitni glasbeni gost, violinist in skladatelj Matija Krečič.
Danes smo slišali veliko lepih besed o programu Starejši za starejše, zdaj pa čas, da prisluhnemo tistim ljudem, ki stojijo za programom, ga vodijo in v sklopu njega tudi pomagajo. Program vodi gospa Rožca Šonc, med prostovoljci pa je tudi gospod Željko Kljajič, ki je tudi predsednik Društva upokojencev Dravograd. Pa vaju oba vabim tukaj k krajšemu pogovoru, prosim. Izvolite. Bodimo kar konkretni, spoznajmo program skozi vaše konkretne izkušnje, kateri primeri, katere oblike pomoči vam najbolj ostajajo v spominu. Torej, najbolj mi ostajajo v spominu tiste oblike pomoči, ki dosežejo tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo in to pokažejo z solzami v očeh. In takšen primer je bil, ko ste obiskali eno gospo, ki se je tudi sama izkazala za, kako bi rekel, za tisto, ki lahko pomaga, čeprav je v težki situaciji. Ja, moram reči, da je to primer, ki se me je res dotaknil in ga velikokrat povem tudi našim drugim prostovoljcem. Ko smo raznašali pakete, ki smo jih dobili od Karitasa, našim ugotovljenim starejšim, ki pomoč potrebujejo, je ena gospa, ko je dobila paket, se zjokala, pa je rekla, veste, prevelik je, razdelimo ga, dajmo polovico moji sosedi. Moram reči, da so in prostovoljke in jaz bili ganjeni res nad to dobrosrčnostjo gospe, ki je tudi sama potrebovala pomoč. Torej, izjemna oblika solidarnosti, gospod Kljajič, verjamem, da tudi pri vas na vašem območju tega ne manjka. Ja, seveda, vsi verjetno, ker ste Slovenke in Slovenci, poznate Dravograd, je precej hribovit in naši upokojenci so tudi na oddaljenih kmetijah, tudi nad 1500 metrov in seveda tudi tiste je potrebno obiskati. In tudi tak primer, ki ga je imela Rožca, sem ga tudi sam imel, ker sem prostovoljec, ne glede na to, da sem tudi predsednik Društva upokojencev, sem se spravil na teren, ker vem, da prostovoljstvo je vrednota, vrednot pa sem se učil skozi celo življenje. In seveda, ko sem prišel do te kmetije, oba seveda zelo dobro poznal, prejšnja dela in naloge, ki sem jih upravljal, so mi pač nudili to priložnost, da sem veliko ljudi spoznal pri svojem delu. In seveda, ko sem stopil v hišo, sem mi predstavil ta program, sta bila oba zelo vesela, ampak nezaupanje pa je gledalo skozi okno. Mladi, tisti, ki so pa bili doma in prevzeli kmetijo, pa so mislili, kaj pa sedaj Željko to počne z nekimi papirji, nekaj popisuje, a bomo kaj izgubili ali bomo kaj dobili, ne? Ampak seveda jaz tisto zadevo opravim do konca, oba seveda zelo zadovoljna in potem opravim še razgovor s tam mladimi. Potrebno je tam mlade seznaniti, da se gre za program Starejši za starejše, da prihajamo iz Društva upokojencev, zato da bi njihovim staršem kot starejšim nudili pomoč, če je to potrebno, seveda se zavedamo, če so mladi doma, da imajo tudi skrb za starejše, ampak ni vedno vse tisto, bom rekel, na ramenih mladih, da bi lahko pomagali, lahko pomaga tudi društvo in na ta način sem si zapomnil ta primer, da sem tudi potem vse naše prostovoljce seznanil na ta način, da je potrebno v takih primerih, če še kdo živi v skupnosti, tudi tiste seznaniti v tem programu in takrat šele ta program dobi tisto kvaliteto. In kako ste pomagali ali pomagate takšnim ljudem, ki živijo z mladimi, z drugimi člani družine? Poglejte, nekaj izkušenj je takšnih. Večina teh starejših, ki živijo više gor na kmetijah ali pa tudi v urbanem naselju, je osamljenih. Mi imamo izredno veliko obiskov, klicev, da želijo obisk. Večkrat jim tudi razložimo, da ni nas toliko, da bi lahko kar vsakemu šli na klepet po 2 uri. Ko prideš na obisk, nihče ne želi, da odideš v 2-3 minutah, ne. Vsak obisk lahko traja tudi uro ali 2, ne. In tisti čas pač oni uporabijo za te informacije, ki bi jih dobili. Osamljenost je ena največjih problemov pri tem projektu, oziroma programu, ki ga ugotavljamo pri starejših in seveda to poskušamo na nek način zapolniti, ko imamo te koordinacije vsak ponedeljek in se pogovarjamo, koga je potrebno obiskati, zakaj ga je potrebno obiskati, kakšen nasvet rabi in seveda potem te zadeve na ta način tudi realiziramo.
Srečujete se pa tudi z zelo zahtevnimi primeri delovanja. Eden izmed takšnih konkretnih primerov, situacij je lahko nasilje v družini. Kako ga prepoznate, kako se vam kaže in kako ukrepate? Torej, z obiski oziroma s prepoznavo nasilja v družini in zlorabami je v tem programu kar velik problem. Problem zakaj? Zato, ker tudi tisti, ki nasilje doživljajo in so ga deležni, pogostokrat potem umaknejo svojo prijavo ali svojo najavo, da so zlorabljeni oziroma da se jih. Moram reči, da se stvari izboljšujejo tudi na ravni zakonodaje, saj je zdaj možna prijava vsega tega tudi na anonimno številko, pa vendar imamo prav zdaj en hud primer, ko pravzaprav je naša prostovoljka odkrila nasilje, tudi uradni inštituciji posredovala podatek, pa se je stvar zelo zapletla. Prišlo je do tega, da so domači spoznali, kdo je prijavitelj in smo imeli v programu kar veliko problemov. Moram reči, da bi pri teh problemih morala bolj z roko v roki sodelovati in centri za socialno delo in policija. Potem takem ste vi tudi neka koordinacija med različnimi ustanovami, jih povezujete. Ja, že sam program je za svojo metodologijo naravnan tako, da povezuje javne službe in tiste organizacije, ki imajo v svojem programu ali pa v delovnem načrtu skrb za starejše. In seveda to naj bi povezovali z interdisciplinarnimi lokalnimi koordinacijami, kjer so združeni od lokalne skupnosti, centra za socialno delo, patronažnih služb in seveda jasno tudi programa Starejši za starejše skozi svoja društva upokojencev. Soočanje z nasiljem v družini je zelo zahtevna stvar, potrebno je veliko občutka, pa tudi poguma. Kako vam pomagajo pri tem posredovanju in tudi pri drugih ukrepanjih ta izobraževanja, ki potekajo vsako leto za vse prostovoljce? Seveda izobraževanja so potrebna. Ne. Tudi že sam začetek, ko smo pričeli z tem programom Starejši za starejše, se je potrebno usposobiti in tudi moje usposabljanje je trajalo leto dni, da sem se tudi sam prepričal. Ta letna seveda so potrebna usposabljanja, mi pa imamo tedensko oziroma se tedensko dobivamo prostovoljci v prostorih, na 2-3 meseca se pa dobivamo na določenih usposabljenih s povezovanjem z ostalimi službami. Nazadnje smo se srečali pred 14 dnevi s patronažno službo in socialno službo in delavko zadolženo na občini, ki skrbi za ta program oziroma za starejše v občini. In seveda na tej koordinaciji se pogovarjamo o problematiki, ki se tiče pač tistega prostora ali pa tudi posameznika in na ta način se spoznavamo, oni spoznavajo našo aktivnost in seveda so zelo veseli, ker je to ena, bom rekel, naloga, ki je socialna služba ne more opraviti, 3-4 socialne delavke na 1200 upokojencev, ki so nad 69 let, je zelo velika številka in seveda jih ne mogoče to obiskati. In na ta način seveda smo velika opora vsem tem službam. Srečujemo, povezujemo se tudi s policijo. Primerov nasilja pri nas takšnega odkritega, kot ga je Rožca povedala, ni, ampak verjamem pa, da tega je veliko. Mi vsi vemo, da za stenami se marsikaj dogaja, marsikdo pade po stopnicah, ali je ženska ali moški. Tega je veliko, ampak imamo to srečo tudi, ne, ker tudi sam delam kot lokalni novinar, me veliko ljudi pozna, tudi sam sem profesionalno prej delal 40 oziroma 30 let v policiji, nekaj let v milici in seveda na ta način me ljudje tudi drugače poznajo in ko sem prevzel to delo v društvu upokojencev, je nekako nastal tudi nek rahel mir in seveda nekaj zaupanja na naši strani, kar je pa zelo pomembno. V programu skupaj sodeluje okrog 3500 ali celo 3700 prostovoljcev. Kako ste sploh prišli do te številke oziroma kako se je širilo navdušenje med starejšimi, da pomagajo starejšim? 3700
prostovoljcev, če k temu prištejemo tudi seveda predsednike društev, ki imajo svojo vlogo v programu in brez njihove podpore tudi program v društvu težko teče. Se sliši veliko, ampak če teh 3700 prostovoljcev razdelimo na 300 društev, je to komaj 12 do 15 prostovoljcev, kar pa pravzaprav ni tako veliko in bi si jih želeli še več. Kako smo jih pridobivali, kako smo rastli? Začeli smo leta 2000 z pilotnim poizkusom v društvu Kok in Ptuj, pa z leta 2005 z 16 društvi, potem je pa rastlo, so se vstopala društva po 30 do 50 društev letno in tako seveda je rastlo tudi število prostovoljcev. Želeli bi si jih več, ker program teče 13-14 leto bo. Mi smo se že vsi skupaj z programom tudi malo postarali in bi si želeli novih, mlajših upokojencev. Žal pa moramo priznati, da hudo velikega navala in interesa za prostovoljno delo med mlajšimi upokojenci ni. Kdo pa so ti ljudje, gospod Kljajič, ki pomagajo tam na vašem območju? So oni že vpeti tudi morebiti v kakšne druge prostovoljne dejavnosti ali pa so se odločili potem, ko so prišli do upokojitve, da si mogoče tudi popestrijo ta čas za to dejavnostjo? Ja, pri nas je v Dravogradu 33, kar je lepa številka. Vodi ta program pri nas magistra Mori Ivanka, upokojena učiteljica. In moram povedati, da je pač tudi ona svoj krog teh prijateljic, ki so tudi v pokoju, povabila. In seveda, ker so to gospe, ki so retorične, ki se znajo pogovarjati, ki tudi poznajo marsikaterega občana in seveda kar veliko jih je privabila na ta način v to skupino in sedaj uspešno delujejo. Je pa nekaj takšnih, ki delujejo tudi v drugih organizacijah, kot je Rdeči križ, Karitas in tudi iz Društva invalidov prihajajo k nam pomagati to stvar izvajati, tako da je kar pestra izbira. Večina je žensk, 3 smo pa moški. S programom bi radi pokrili celotno starejšo populacijo po Sloveniji, pa bi vam to lahko uspelo oziroma kje so tisti prvi zapleti? So to bolj organizacijske ali pa finančne narave? Ja, še vedno nimamo 37% starejših od 69 let vključenih v program. In to je naša, bom rekla, vsakoletna travma, ko planiramo število novih vključenih starejših od 69 let. Organizacija tega programa je zahtevna, od društva, pokrajine do vodstva in vodenja programa na ravni države v Zvezi društev upokojencev. Tako da z organizacijske plati ne bi imeli velikega problema te čakajoče vključiti v program. Se pa nam zapleta že tam od leta 2013-2014 z premalo finančnimi sredstvi, da bi lahko vključili še preostala društva upokojencev, ki čakajo pravzaprav za vstop v program. Po metodologiji bi opremimo društva z informacijsko tehnologijo, ki je pogoj za spremljanje opravljenega dela, tako da mi imamo vsak dan sproti podatek, koliko obiskov je narejenih in koliko je bilo organiziranih pomoči. Pa če bi imeli dovolj sredstev, da bi lahko vključili ta društva, bi bili zelo, zelo zadovoljni. Program Starejši za starejše oziroma prostovoljci, ki sodelujete, ste oblikovali skupnost, bi lahko rekel. Poznate drug drugega, pa mora biti zdaj za konec tega našega pogovora zastavita vprašanje, eno vprašanje drug drugemu. Izvolite, gospod Kljajič. Ja, jaz Rožci ne bi
postavlja vprašanja, ampak bi nekaj zaželel, ne? In to bi zaželel vsem nam, ki se ukvarjamo s prostovoljstvom kot vrednoto, da bi Vlada Republike Slovenije in parlament spoznali naše delo in ga tudi dali v svoj program. Jaz sem Željka spoznala na seji upravnega odbora ZDUS-a in tja je prišel kot zastopnik svoje pokrajine in mi je povedal, da je predsednik društva Dravograd in seveda jaz ne bi bila jaz, če ga ne bi takoj popokala, kaj pa program Starejši za starejše. In mi je povedal, da je že tudi prostovoljec v tem programu. In moram reči, da me je z svojim odgovorom in pa seveda tem, da mi je rekel, da je želel spoznati kot predsednik, kaj prostovoljci delajo, predvsem pa to, da želi svojim starejšim v okolju pomagati. Najlepša hvala in še posebej pa hvala za vajen trud in vajno nesebično pomoč. Lahko izkoristim eno priliko? Ja, izvolite. Rada bi izkoristila to priliko, se zahvalila prav vsem, ki stojijo za programom, od vodstva Zveze društev upokojencev in pa predvsem tudi naše Mateje in tam nekje odzadaj imamo tudi Anko, ki sta avtorici tega programa, da smo ga lahko v Zvezi društev upokojencev posvojili za svojega in ga implementirali v vsa naša društva upokojencev, ki so se prijavile, da bi delala. Rada bi čestitala in se zahvalila vsem tukaj prisotnim prostovoljcem, ki so samo en majhen delček te velike družine, ki dela na programu, ampak brez njih in še ostalih, ki so doma, tega programa ne bi bilo. Hvala vam in želim, da bi še naprej tako zavzeto delali. Evropska unija je med drugim nastala iz zavesti, da se morije svetovnih vojn ne bi več zgodile med narodi. Kot opomin in pričevanje vojnih grozot so nastale tudi slovenske pesmi, ki so postale ljudske. Zdaj bomo slišali venček treh. Teče mi teče vodica, oj ta vojaški boben, kaj ti je deklica, ki jih povezuje vojna tematika. Pesmi so najbrž nastale pred in med prvo vojno, ko so mladi fantje morali v tujino, dekleta pa so v negotovosti ostala doma.
Mnogi se bojijo staranja, ker je še toliko stvari, ki bi jih radi storili v življenju. Nekateri pa ugotovijo, da vseh teh stvari, ki so pravzaprav nepomembne, niti nočejo stariti. Verjetno ne moreš biti čisto prostovolec, če ne odpadejo vse nepotrebne želje po stvarih, ki nas po nepotrebnem zapolnjujejo, ker potem preprosto ne najdeš časa, da pomagaš. Za pomoč drugemu se tudi starejši morajo zavestno odločiti, ker saj veste, tudi starejši, upokojenci so lahko enako preobremenjeni in prezaposleni kot pred upokojitvijo. Na izgled vseh, ki sodelujejo v programu Starejši za starejše, tudi nam pomaga najti prave vrednosti v življenju. Zdaj vabim vodjo informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, gospoda magistra Klemna Žumra, da podeli nagrado Državljan Evrope 2017 Zvezi društev upokojencev Slovenije za koordinacijo programa Starejši za starejše. Sprejel jo bo predsednik zveze, gospod Janez Sušnik, vabim pa tudi gospod Šonc, pa tudi gospod Matejo Kožuh Novak, da se pridružita čestitkam. Spoštovane prostovoljke, prostovoljci, koordinatorji, vodstvo projekta Starejši za starejše, evropski poslanci in seveda poseben pozdrav tudi dr. Mateji Kožuh Novak, ki je skrbno donegovala ta projekt in ga je tudi prinesla do negovanega tudi v Evropski parlament, ga tam predstavila. In hvala obema poslancema, Ivo Vajglu in gospodu Šoltezu, da so to tudi predstavila parlamentarcem, pa tudi ostali so verjetno bili izredno veseli. Tudi jaz sem bil. Ko me je poklicala pisarna gospoda Vajgla, pravi predsednik, dobili ste visoko priznanje Državljan Evrope. Si rekel, kaj je to? Ja, pa sem zastopil. In sem takrat tako naredil, kot rečejo včasih v radiju, ko čestitajo, naj trenutku zapusti ali pa odloži svoje delo. Jaz sem se ravno tako usedel na stol in sem razmišljal o tej nagradi, o tem priznanju. Spomnil sem se vseh prostovoljcev, 3500 ali še več. Spomnil sem se vse organizacije, kako to poteka, ker ni enostavno, seveda, in spomnil sem se tudi na ljudi, ki so za to res veliko prispevali. In najmanj ta trojka, dr. Mateja Kožuh Novak, Anka Osterman in Rosca Sonc, so skupaj za ekipo prispevali in so zaslužni, da smo to evropsko priznanje skupaj z vami tudi dobili. Ne vem pa, ali se lokalne skupnosti zavedajo, ali se država tudi zaveda, kakšno poslanstvo to je. Da prostovolec ne more biti kar vsakdo, da mora imeti že čip, ki ga prinese s seboj na svet, da je to drugačna duša, ki se razlikuje od ostalih, da ima tudi na stara leta pristop do ljudi s prijazno besedo, s požrtvovalnim delom in jih nagibu, da je treba starejšim pomagati. To je veliko dejanje. Zato seveda si bomo v ZDUS-u še naprej prizadevali, da bo program tekel, ker program je naš, je ZDUS-ov. Zato smo tega izredno veseli in tudi moram povedati, da je tudi
v oktobru, mislim, podelitev tega priznanja v Bruslju. Takrat bom jaz danes predlagal, da je prvega, ki predlagam, da to prevzame, je dr. Mateja Kožuh Novak. Ne gre ona v Bruselj in naj prevzame. Jaz sem premlad predsednik, imam premalo zasluh, da bi rekel, da bom nekaj prevzemal, kar ni rezultat mojega dela. Je pa rezultat vašega dela, ki je skupnega dela, skupne aktivnosti, ki ga je moglo vodstvo tako drugače spremljati in peljati. Da o denarju ne govorimo, malo se zboljšujejo zadeve, ampak še bolj se pa bojo. Jaz mislim, da je to treba Sloveniji povedati, da imamo v ZDUS-u tak program humanitarne narave, da pomagamo starejšim in da ljudje zvejo. Poleg Rdečega križa, Karitasa je tudi program Starejši za starejše, eno od 3 velikih del, ki jih v Sloveniji delamo. Tako da, hvala lepa, da ste prišli, jaz sem zelo ponosen in da ste to uspeli v Evropskem parlamentu. Hvala vam. Res hvala, ker mi smo ZDUS, še enkrat bom rekel, mi smo civilna družba. Zaenkrat v naših društvih, ki jih je 508, združujemo ljudi, ki ni važno, kakšne politične prepričanosti je, kakšne vere je. Mi združujemo vse. In to je vrednota, da imamo 210.000 članov. Seveda pa intelektualcev je pa v teh društvih skozi manj, ker oni imajo pa svoje poglede na življenje, mi pa še zmeraj vabimo k druženju, ustvarjanju, da bomo dobre volje, da si življenje ohranimo, živimo čim dlje in čim več penzionov dobimo in tudi doživimo svojo srečo. Hvala. Hvala, gospod Janez Sušnik. Doktorica Mateja Kožuh Novak, preden odidete v Bruselj in tam prevzamete nagrado, pa vas vabim, da tudi nas nagovorite. Izvolite. Lepo pozdravljeni, drage prijateljice in prijatelji, spoštovani poslanci. Naj še jaz izrečem mojo zahvalo gospodu Vajglu in vam. Zelo malo ljudi je v Sloveniji, ki pravzaprav res podpirajo ta program. Zavedajo se, da je potreben, ampak osebnih interesov je toliko, da nikakor ne prodremo v Sloveniji. Jaz sem bila izjemno vesela, ko sem slišala, tamle od zadaj sem sedela, da se Ministrstvo za delo hvali s našim programom. Jaz upam, da bo naredil še en korak naprej. Kaj je problem prostovoljstva? V Sloveniji še vedno razumejo tisti, ki odločajo prostovoljstvo, da narediš vse zastonj. Ja, ve prostovoljke, ki vam moram iskreno čestitati in prostovoljci seveda, brez vas nobenega programa ne bi bilo. Ideje so lahko še tako lepe, če ni ljudi, ki jim sledijo, se to ne zgodi. Zato je nagrada namenjena vam. Škoda, ker ne more dati Evropska unija toliko, ker je prostovoljcev tudi teh. Saj ne rabimo, a ne? Mi nismo tisti, ki iščemo denar, ampak iščemo priznanje. Žal ne razumejo, da prostovoljec da svojo energijo, da svoje znanje, da svoj čas. Žal morate v projektu Starejši za starejše od svojih majhnih pokojnin dati tudi denar za to, ko greste na obisk, morate nekaj nesti, morate svoje čevlje kupiti. Jaz sem dostikrat rekla Ministrstvu za delo, toliko nam dajte, da bomo lahko enkrat na leto kupile ne čevlje našim prostovoljcem. Tega ne razumejo. Če mladim še dajo za vse sorte dobrih in slabih programov prostovoljstva, je tako grozno težko v tej Sloveniji dajati starejšim za programe prostovoljstva. In vendar imamo tako majhne pokojnine, jaz imam 10%, sodim svojo pokojnino med 10 zgornjih procentov, pa vam povem, da sploh ne vem, kako vi živite, ker jaz komaj živim s tistim denarjem. Torej, dejansko vse poslance evropske, ki ste slovenski politiki pomembni, vas prosimo, dajte nam pomagati, da bo država Slovenija razumela, da če imaš tak projekt, ki zajema 4000 prostovoljcev, pomeni, da moraš imeti denar, da lahko sploh osnovo te mreže pokriješ. Prostovoljc, lejte, kolega iz Dravograda je rekel,
10, 15, 20 kilometrov daleč gre nekdo, da obišče eno osebo. Ne moramo pričakovati, da bo ta človek plačal svoj bencin. Svoj avto da, svoj čas da, svojo energijo, bencin mu pa moramo pokriti. To zaenkrat nam kolikor toliko uspeva in to je tudi vse. A veste, prostovoljcu je treba tudi kakšno nagrado, da ga peljati enkrat na leto nekam. Tega mi sploh ne moremo. Sem pa tja, če res občina pomaga, pa najdeš ne vem koliko donatorjev, ampak to se je izpelo. Skratka, predolga sem. Jaz vam želim, da bi vztrajali naprej. Vztrajati je težko, kot mene vidite, jaz sem kar odnehala, razočarana nad tem, da mi ni uspelo to, kar sem jaz poskusila. Ženske, ki ste v projektu, se morate zavedati, da ste najpomembnejši del društev, najbolj aktivni del društev. Ampak, če ne boste svojih žensk spravili na vrh ZDUS-a, bo projekt vedno znova ogrožen. Žal, razen teh moških, kot si ti, kolega iz Dravograda, se jih je kar nekaj, ampak takih so prostovoljci ne rinejo po funkcijah navzgor. Ostanejo kar lepo dol, pa prostovoljstvo zganejo. Če ne boste spravile ženske na vrh, bo projekt še naprej ogrožen. Pa si ne želim tega, zato ker tudi jaz prihajam v starost, ko bom rabila danes to, jutri to, pa res je, da bodo tudi vsi ti tam mladi čez par let na našem mestu. Se pravi, da projekt mora živeti naprej. Želim vam, da bi vztrajali še naprej, pa da bi tudi država bila kaj bolj prijazna do vas. Lep dan. Hvala lepa, gospa Mateja Kožuh-Novak. Evropsko unijo povezujejo tudi mnoge glasbene uspešnice. Angleški skladatelj Edward Elgar je skladbo z izvirnim naslovom Liebesgruß napisal kot zaročno darilo za svojo bodočo soprogo, ki je tekoče govorila nemško. Kasneje je skladbi dodal francoski naslov Salut d'amour in kmalu je postala uspešnica po vsej Evropi. Prisluhnimo ji. Hudo je, če ni nikogar, ki bi ti pomagal. Hudo pa je tudi, če pomoči človek preprosto ne zna sprejeti. Včeraj sem poslušala pripoved o ljubeznivi 90-letni gospe, ki živi sicer v domu, skuša pa, kolikor se le da, sama poskrbeti zase. Vsi jo imajo radi.
V začetku jeseni pa je naneslo, da sama ni zmogla vsega in je prosila za pomoč. Zelo razumljivo, ampak ne zanjo. Še 2 tedna potem je skoraj jokala in se opravičevala, ker je klicala druge na pomoč. Ljudje smo res zanimivi in različni. Nekateri znajo spretno izkoriščati druge, da namesto njih naredijo stvari, ki bi jih pravzaprav lahko sami, drugi pa so spet čisto nesrečni, če morajo za pomoč prositi druge. Tudi tega se je treba naučiti. Prava umetnost pa je najti srednjo pot. Kolikor se le da narediti sam, pa vendar biti brez občutka krivde pripravljen prositi za pomoč, ko je potrebno. To so besede Metke Klevišar. Skupaj z njo vsem želim, da bi znali razločevati med obojim. Lepa hvala za udeležbo Zvezi društev upokojencev, ki zna pomagati in najti pot do ljudi, pa še enkrat čestitke. Ob zaključku vas zdaj vabim na pogostitev in na razstavo v spodnjih prostorih Doživijo Evropo. Morebiti vam bo pomoč k temu doživetju en majhen paket, ki smo ga pripravili za vsakogar ob izhodu. Vabim vas pa tudi k ustvarjanju spominov, k slikanju, takoj zdaj, tukaj zunaj, pri slovenski zastavi in zastavi Evropske unije. Sicer pa hvala lepa za udeležbo in srečno.